Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot veste, trenutno v Sloveniji živi preko 130 tisoč ljudi, ki je v življenju imelo postavljeno diagnozo rak, in velik del od njih se je zdravil ravno v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana. Kot zdravnik in minister vem, kaj to pomeni za posameznika in s kakšnimi pogoji se soočajo zaposleni tu. Zato si praktično na vsakem koraku seveda trudim, da vzpostavimo srednje in dolgoročno vzdržno zdravstvo na področju onkologije. Rak prizadene vse segmente človekovega življenja, zato je potrebno in pomembno, da seveda naslavljamo celostno, se pravi področje raka, tako preprečevanje samega raka, zgodnjo odkrivanje, zdravljenje in tudi samo rehabilitacijo in pa paliativno oskrbo po diagnozi in pa zdravljenju. Približno dobro tretjino raka vemo, da se danes da preprečiti. Približno tretjino ga lahko uspešno pozdravimo, vkolikor dovolj zgodaj prepoznamo bolezen in vkolikor seveda pravilno zdravimo. Žal pa rak v teh dneh v Sloveniji predstavlja oziroma je na prvem mestu po razlogih za smrt pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Zato ni vprašanje, kako pomembno je to področje in kako intenzivno ga moramo danes in tudi jutri naslavljati. Zato sem še posebej vesel vsega, kar sta povedali direktorica in pa strokovna direktorica. In ne nazadnje lahko ugotavljam tudi, da v času epidemije so vsi presejalni programi potekali normalno. Primarna preventiva se je izvajala tako, kot si lahko samo želimo. Tudi danes, ko sem ogledal prostore Dore, sem bil strani vodje obveščen, da smo v lanskem letu dosegli največji relativni delež odziva na povabilo. Se pravi, 77% žensk med 50 in 69 letom se je odzvalo povabilo in to je do sedaj največji odstotek in to kaže na predanost zaposlenih, ki opravljajo in izvajajo program Dora, kot tudi na dodatno osveščenost vseh prebivalcev in prebivalk predvsem Slovenije, kako pomembna je preventiva, zgodnje odkrivanje in seveda v primeru bolezni takojšnje zdravljenje. Danes pa seveda je pomembno tudi to sporočilo, da predajamo upravljanje državnega programa obvladovanja raka Onkološkemu inštitutu. Glavni trije cilji državnega programa obvladovanja v obdobju 2022 do 2026, ki je, kot verjetno veste, že tretji program obvladovanja raka v Sloveniji, so zmanjšanje rasti letne incidence, potem zmanjšanje umrljivosti oziroma izboljšanje preživetja in pa povečanje kvalitete življenja po zaključenem zdravljenju. To so ključni trije cilji. Seveda te ključne tri cilje je moč dosegati samo na način, da omogočimo vsem prebivalcem Slovenije enak, širok dostop do vseh zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo na področju onkologije. Tako zgodnjo diagnostiko, kot vse preventivne programe, zdravljenje in na koncu, kar postaja vse pomembneje, ustrezno in zadostno učinkovito rehabilitacijo in tudi paliativno oskrbo. S tem postavljamo naš javni zdravstveni sistem na neko višjo raven. Na višjo raven, ki sledi najbolj razvitim evropskim državam, ki so strateško rešile področje onkologije že pred nami. Ne nazadnje pa naj tukaj izpostavim, da ta državni program obvladovanja raka za obdobje 2022 do 2026 sledi seveda evropskemu načrtu raka in hkrati naj tudi izpostavim, da tako v času prvega predsedovanja kot tudi v času lanskoletnega predsedovanja je bil rak ena prioritet slovenskega predsedovanja. Za več kot 10 let uspešnega izvajanja državnega programa obvladovanja raka pa gre seveda poleg zahvale vsem sodelavcem na Ministrstvu za zdravje v prvi vrsti zahvala gospodu Zakotniku. Dr. Zakotnik je vsa ta leta profesionalno, požrtvovalno in z jasno vizijo vodil ta program in seveda vsa zahvala za vse, kar je napravil in hkrati seveda tudi korektno predal vso delo v obliki sodelovanja pri tem zadnjem programu novi ekipi. Tako je danes prevzema žezlo dr. Sonja Tomšič in pa profesor dr. Janez Žgajner. Verjamem, da boste z vso energijo in zanosom, ki ga imate in seveda znanjem ter izkušnjami uspešno upravljala in skrbela za izvedbo
tega programa, zato jima seveda želim vse dobro. Tako direktorica kot strokovna direktorica pa sta tudi izpostavila seveda ob vse večji incidenci, kajti kot veste smo imeli leta 1997 8600 novo odkritih rakov in da jih imamo zdaj skoraj 16 000, se pravi ob dvakrat večji incidenci prostori iz tedanjih časov oziroma načrti od tedaj seveda niso zadostni. Zato smo se danes širom pogovarjali tudi o bodočih načrtih na Onkološkem inštitutu in en je prav gotovo gradnja stolpiča R s približno 2000 kvadratnimi metri dodatnih površin, kjer je izredno pomembna vsebina novi prostori za presejalne programe, se pravi DORA in vse ostalo. Potem seveda tudi internistična onkologija, ki je vse širša ob sistemskem zdravljenju, ob tarčnih zdravilih, ki jih danes imajo onkologi, in pa seveda dnevna bolnišnica. V stavbi DNH pa seveda nadzidava z ravno tako mislim, da preko 2000 kvadratnimi metri dodatnih površin, tako za laboratorij kot genetsko svetovanje in tudi vse ostale programe. Na Ministrstvu za zdravje smo dokument identifikacije investicijskega projekta oziroma tako imenovan DIP že potrdili za oba projekta, tako da Onkološki inštitut ta trenutek nadaljuje z javnimi razpisi in pripravo kompletne dokumentacije, na podlagi katere bomo seveda lahko vse to vrstili v NRP oziroma nacionalni načrt programov in na ta način seveda tudi fizično začeli z samimi investicijami. Na koncu naj samo povem, da ko rak poseže v življenje posameznika, družine, svojcev ali pa tudi širše vsakodnevno med zaposlene, to terja neko poseben napor, trud in pa zavedanje, kaj nas čaka in kako težko je soočenje s to boleznijo. Zato na mojem mestu še enkrat zahvala vsem bolnikom, ki so v teh 2 letih razumeli trud vseh zaposlenih na Onkološkem inštitutu in tudi širše vseh, ki so se trudili zagotoviti vsem zdravljenje na področju onkologije, hkrati pa tudi seveda vsem zaposlenim na Onkološkem inštitutu, ki dnevno vlagajo svoj trud v zdravljenje in pa moralno podporo vseh bolnikov. Najlepša hvala. Hvala lepa govorcem. Še kakšno vprašanje mogoče? Jaz sem za gospoda ministra. Aha, ja, kaj imate? Ja, ker ste govorili o tem, da se recimo ženskih presejalnih programov se je deležilo torej več žensk v času epidemije kot pred epidemijo. Kaj pa podatki za moške presejalne programe? So tudi bolj uspešni, kot so bili pred epidemijo, ali je recimo upad kaj večji? To so glavni 3 presejalni programi, tukaj bi vam več verjetno lahko strokovna direktorica povedala, SWIT, DORA in pa ZORA, se pravi 2 izključno ženska programa kot SWIT, ki je širši in je, bom rekel, namenjen celotni populaciji. In iz tega vidika vam ne znam odgovoriti ta trenutek, ali kakšen je bil odziv pri moških, ampak dejstvo pa je, da presejalni testi so se v zadnjih 2 letih izvajali v enakem obsegu kot pred epidemijo. Tudi za ministra, te kvadrati, ki ste zdaj našteli, je to širša, obsežnejša investicija ali ožja investicija? Ta trenutek je seveda dokument identifikacije investicijskega projekta, tako imenovan DIP, vseboval ožjo. Ja. Seveda pa smo ta trenutek pred pripravo podrobnejše dokumentacije, ki bo opredelila hkrati s potrebami tudi potreben obseg, tako da končna odločitev, po kateri poti gremo, še ni bila podana, ampak glede na danes slišane potrebe bo verjetno treba po širše, ampak čakamo, da se vsi podatki zberejo, da se jih tako stroko na področju zdravstva kot z ostalimi strokami, se pravi gradbeništva in pa širšega planiranja, pretrese in potem seveda, da sklenemo dokončno odločitev. Za kakšno investicijo pa to gre, že je kaj zračunano? Ja, te 2 omenjene investicije seveda sta ta trenutek ocenjene nekje med 13 in 19 milijonov.